če pohitimo, bomo tam, preden časopis sploh pride do Rarityjine hiše. Mogoče ne bo prebrala članka. Prepričana sem, da bo Rarity prebrala oceno svojega novega butika v Grivoboru. Še vedno ne morem verjeti, da smo izblevetale vse, kar se je zgodilo tistemu novinarju. Upam samo, da članek ne govori o tem, kako so prijateljice skoraj uničile otvoritev. Mislim, da pretiravate. Rarity je naša prijateljica. Če bo kdo razumel, bo to ona. Spraševala sem se že, kdaj se boste pojavile. Zdaj lahko oceno preberemo skupaj. Idejo imam. Kaj pa, če je ne preberemo? S tem misli, da preden jo prebereš, bi ti najbrž morale povedati. Ne, ljubice, prosim, nič ne izdajte. Ampak Nič ne izdajte. My little pony, my little pony. My little pony. My little pony. And magic makes it all complete to have my little pony. Do you know you are my very best friends? No, ste pripravljeni slišati to prav zagotovo izvrstno oceno, ki opisuje do osupljivih podrobnosti, kako natanko je vsaka od vas prispevala k uspešni otvoritvi butika? Rarity za vas? Marsikateri poni se je že preizkušal pridružiti elitnim modrim trendsetterjem, ki so se ustalili v butikih Grivoborske slavne sedlarske poti. Nekateri bi celo rekli, da je to največji dosežek v konjeniški modi. In že nikdar prej novinar ni imel tako neoviranega dostopa v zakulisno dogajanje do zdaj. Ko bi bil vsaj malo oviran. Aha, poklepetal sem z Rarity in prijateljicami po otvoritvi, da izvem skrivnosti iz ozadja. In kaj vse sem izvidel? Dobro, punca, uspešno si odprla trgovino v Grivoboru in to ni kar tako. Ponije bo zanimalo, kakšen je občutek. Takole se bo to odvilo. Intervjuval bom tebe in tvoje prijatelje, da dobim sliko, kako se je vse odvilo. Sliko besed, mislim, ne tisto pravo sliko. Vprašanja? No, zanima me. Kar začniva. Gospa Rarity, trgovine imaš pa vsej konjetaji. Tokrat pa prvič poskušaš uspeti v velikem mestu. Zakaj meniš, da boš sama kos temu? No, ne bi rekli po vsej konjetaji. Samo dva druga butika imam. Enega v domačem kraju v Ponijevcih in enega v Galupini. Vseeno, ko sem se odločila odpreti tega, sem bila polna samozavesti. Recimo samo, da če bi lahko izbrala, ne bi šla spet po isti poti. No, ni bila ravno najprijetnejša zabava. Bila je popolna in obupna katastrofa. Po celi vrsti uspehov mislim, da ga vsak poni lahko polomi sem trtjakaj, ne? Čakaj, a si to zapisuješ? Ni šel prav natanko po načrtih, a začelo se je kar v redu. Dobrodošli na sedlarsko pot. Vsa ulica polna najmodnejših butikov v vsej konjetaji. Če naj bi bila to najbolj modna ulica trgovin, kjer je diskontni emporium klobukov Stinky Bottom? Očitno ga niso sprejeli medse. Tukaj je. Rarity za vas. Rarity, prekrasno je. Pa si prepričana, da bo nocoj že nared? Ni treba skrbeti zaradi manjše količine priprav. Kmalu pridajo moje obleke, zatem še moja prodajalka in ko malo pospravimo, bomo pripravljeni za nocojšnjo veliko otvoritev. Rarity, lepo te je videti. Tvoja trgovina pa naravnost krasna se mi zdi. Gospod Stripes je lastnik stavbe. Zelo prijeten gospodar je. Čeprav zna biti včasih vsiljiv. No prav, ves čas. Že poznaš moja hčer, punčica moja očesa, seno v mojem kapitu. Dovolj ni, da dela zate. Samo res sem zaposlena s pripravami za nocojšnjo otvoritev, kot vidite. Samo dve stvari imam raje od seljivosti. Ena je moja hči.
Druga je miniaturno pohištvo in prodal bi svoja celotna zbirka miniaturnega pohištva, da bi srečil hčer. Me razumeš, kaj ti hočem pa vedeti? Oprostite, res mislim, da to ne bo mogoče. Naj pa vem še drugače. Zaposlijo ali pa bo najemnina taka, da bo previsoka za tebe. Dobrodošel v ekipi. Prva ideja! Namesto oblek prodajamo zobe, ki se svetijo v temi. Takšne! Ampak se svetijo v temi? Ježeš, kako izvrstna ideja. Svetleči zobje. Kaj pa je mislila? Fluttershy, nujno te potrebujemo v skladišču takoj. Kaj živijo? Kaj pa počnejo tu? Smokey je preglasno jedel smeti, zato jih je Softpadova mama nagnala iz smetnjaka. Nato je Smokey mlajši našel prijeten Tomuž Prani za stavbo. A je gospod Blade porušil, zato so se začasno utoborili tu zadaj, dokler ne najdejo novega doma. Ne, družina rakunov, ki smrdi po smeteh, že ne more živeti v mojem butiku. Ste slišali to? Izvedeli smo, da je palača zabavljaških klubskih ponijev nad nami. Izvedeli smo, da je palača zabavljaških klubskih ponijev nad nami. Oprostite, lahko prosim utišate to glasbo? Bi lahko prosim utišali glasbo? Utišajte glasbo! Prosim! Prosim! Današnja žrebeta poslušajo svojo glasbo veliko preglasno. In vem, da zvenim kot kakšna stara kobila. Ampak to je posel! Ko bi se vsaj še me tako zabavale. No, tudi pometanje je lahko zabavno. Šuš, 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 šuš. Samo Twilight lahko spremeni plesni remix v pometanje. Mislim, a ni to bedno? Ja, ni šlo preveč v uho. Ne. Šuš, 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 šuš. Očitno tudi DJ Pomfri v palači zabave živi zgoraj, pa mi varnostniki ne dovolijo govoriti z njo. Ba! Kaj v imenu Celestije je bilo to? Veš, kako ima večina trgovin zvončke, ki zacingljajo, kot preš vrata? Mislim, da bi mi morali imeti nekaj bolj kričečega. Zato sem namestila očjeve starinske troblje. To bomo morali še urediti. Tako, ko gotovim, kako tišati to glasbo in ko končam spostaviti v izložbi. Čakaj, je to moja broširka v obliki sponjevcev? Povsem je neorganizirana. Na zdravje! Miss Pomel, kako sem te vesela. No, ker si edina prodajalka v Rarity za vas in rada dodajam dolžnosti k tvojim številnim odgovornostim. Ampak kaže, da nas čaka majčkano več dela danes, kot sem mislila. Pravzaprav... Nocoj ne morem delati. Zakaj pa ne? Hitro se pozdravi, ljubica. Se bomo že znašli, nekako. In opravili bomo s svetlečimi zobmi in hupami in razmetanimi oblekami in plesno glasbo. Se morda kaj pozabila? Kaj bom naredila zdaj? No, odprtje trgovine v Grivoborju je velika stvar. Normalno je, da je bila Rarity majčkeno pod stresom glede vsega poteka. Saj ni šlo vse dobro. A vseeno mislim, da je šlo kar v redu. Sanje so pogubljene! Pogubljene vam povem! Vem, da nam zaenkrat ne gre popolno, a se smo kaj takega že kdaj počele. Če bomo vse sodelovali... Lepo, da se ponujate, ampak to je Grivobor. Da bi mi uspelo na tukajšnji modni sceni, mora biti vse popolno. Popolna lokacija, popolne obleke, popolna otvoritev.
Morda bi morali prestaviti. Prestaviti? Ljubica, no to je zadnji večer jesenske sezone. Če ne odpremo danes, ne bo? Popolno. Ja, vem, kaj moramo narediti. Vložiti mora več sebe. Ko bi le lahko naredila kopije sebe. Ja, kopiranje samega sebe vedno zveni izredno dobro, Ampak dvakrat se obrneš in si zaklenjen v sobi s kopijami z dolgočasenih Pinkie Pie. Lahko nam uspe in ostale bomo zveste tvoji viziji. Čisto zares? Fluttershy, boš lahko opravila s tistimi zavdarjajočimi rakuni? Seveda. Blade Stripes prepusti meni. Bom jaz upravila z njo njenimi dobrimi idejami. Lahko grem jaz zgor na zabavo in se zabavam in jem torte in pripravim pokalice in jih prisilim, da bodo tiši. Mislim, da poznam nekoga, ki bi z veseljem uredil to pošiljko tvojih oblek. Govorim o sebi. Prosim, pusti, da pospravim. Vse to zveni sjajno, ampak nimam niti enega delavca in potrebovala bi samo najboljše. Zaposlovanje prepusti meni. To je to, ljubice! Če boste ve, ko s tem težavam, se lahko jaz posvetim okraševanju svoje izložbe. Grivoboru bomo pokazali, v čem je čar Rarity za vas. Kaj bi jaz brez vas? Kaj bi ona brez nas? Naj pomislim. Ljubice, povsem sem pogubljena. Zvenela sem prav kot ona. Saj ne zapisuješ tega, kaj ne? Zdaj pa še samo popolna izložba. Ne morem ustaviti res super hude zabave sredi mega veselega dogajanja, kaj ne? Kaj bi Rarity hotela? Da bi zabava trajala vse do zore. Resno? Kar pa se tiče strehe, pomigajmo, naj se dvigne Piki. Naj se dvigne, kot se ni dvignila še nikoli prej. Okej, če tako praviš. Daj no, Pinkie Pie. Nikdar za nič na svetu ne bi govorila takih treparij. Očitno DJ Pomfrey vrti samo najboljše ritme. Res nočem, da ne bi zamudila najbolj kul nove glasbe naravnost potalne zip-zop scene in zakotne ulice. Jaz bi jo na tvoje mesto zavrtela kar v celoti, pa naj drugi rečejo, kar hočejo. Rarity za vas zaposluje samo najboljše od vseh in zame to pomeni najhitrejše. No, preden začnemo, a delam to prav? Kaj bi Rarity hotela? No, načrt. Kdo mi lahko prvi pove, katera tkanina je to? To je organca. Si prepričana? Je tanka, pletena, prosojna tkanina, običajno narejena iz svile, zato ja. Saj sploh nimam pojma o oblekah. V bistvu lahko samo pogledam stvar in povem, da ali gre za obleko ali ne. Ta stol? Ni obleka. Poskusi slediti mojim mislim, iz česa so vse obleke. Z blaga? Tako je, a ne v tej trgovini, nič več. Da ne? Samo dve besedi, žlične obleke. Vse naše obleke bodo iz žlic. Kaj bi Rarity hotela? Veš, všeč si mi, Blade Stripes. Če bi jaz odločala, bi imeli trgovino z žličnimi oblekami, kar zraven diskontnega emporijuma klobukov Stinky Bottom. A ne odločam jaz. Zato je odgovor ne. Moje mnenje? Mislim, da žlične obleke niso slaba ideja. In uporabne so. Za juho, mešanje čorbe, kopanje luknjic. Tako, popolna. Čeprav, kaj bi Rarity hotela? Morda bi jih raje razvrstila po barvah. Najbrž moram začeti znova. Živjo, Smoky. Softpad, Smoky mlajši. Imam zanimivo novico. Želim si, da bi ostali tu zavedno, ampak... Kaj bi Rarity hotela? Odseliti se morate! Izložba je prva stvar, ki jo stranke vidijo. In če jim je všeč, bodo vstopili in izkusili veličastnost mojega butika.
Ne vem, koga od vas naj zaposlim. Še naprej ugibajte tkanine. Oči, Raritini prijateljici moje ideje niso všeč. Odlične oblike, odlična idea. O ne, pa ne miks glasbe za nakupovanje. Žal mi je. Ko napišeš članek, bi lahko morda preskočil tisto, ko smo Rarity zaklenili v izložbo? Halo, vrata so se zataknila. Ja, vse bomo uredile. No, ta čas ne sme iti v nič. Kako je fino, ja, pa dobra muzika, stari. Kako se je to zgodilo? Ustavila sem zabavo. Blade Stripes sem rekla ne. Rakunom sem rekla, naj odidejo. Spraševala sem veliko o tkaninah. Natanko tako, kot bi Rarity želela. Rarity nas je prosila za pomoč, ker nas zelo dobro pozna. Ve, kako rada ima živali. Zaupala bi ti, da boš uredila po svoje. Morda moramo vse narediti tako. Rarity hoče, da stvar uredimo po svoje. Ni še prepozno. Lotimo se in vse pospravimo. Preden Rarity izve, kako zelo smo ga polomile. Žal mi je, da sem vas budila. To je vaš dom, če želite ostati tu. Bi vas pa prosila samo za eno uslugo. Žal mi je, da sem vasilila to super dolgočasno glasbo. A če ste za stvar, imam idejo, kako to zabavo še izboljšati. Dobro, ne spoznam se na tkanine, na hitrost pa se. In potrebujem dovolj hitrega ponija, ki bo pomagal vsem strankam, ki jih bo imela Rarity. Zato prvi, ki pride do reke in nazaj, dobi službo. To je dirka, gremo! Gospod Stripes, vaši hčerki dolgujemo pravičilo. Dobre ideje ima in dati ji moramo priložnost. In takole sem razmišljala. Odlično. Wow, kaže, da smo vrata popravile še zadnji hip. Kaj pa je vse to? Cela trgovina je urejena po stilu, sklicujoč se na velikost in organiziranost po velikosti blaga. Lahko bi našla karkoli v 3 sekundah. To je moje najboljše delo doslej. Sem videla, da lahko računam na vas. No prav, kaže, da je to trenutek resnice. Butik Rarity za vas je zdaj odprt. Ojoj, nisem bila pripravljena na toliko ljudi. Le kako bom vsem kos? Jaz sem Blue Bobbin, nocoj bom vaša osebna nakupovalna pomočnica. Kar sem poni in eden od naših prodajalskih ponijev vam bo pomagal. Iskreno so bili vsi počasni, so pa končali dirko. Pa še v tkaninah so videli več kot jaz. Zato sem zaposlila vse. Kot jaz vidim stvari, Rarity oblikuje modo, DJ Pomfrey oblikuje ritem. Obstaja še kaj boljšega kot butični plesni klub? Po hitri kopeli smo prav z veseljem pomagali. Juha iz modre koruze s čebulnimi obročki. Ampak kako bi to zaužil brez... Žlice? Sem rekla, da žlične obleke niso slaba ideja. Izvrstno. To je najbolj duhovit in čudovito moden butik, kar sem jih kdaj videl. Bravo.
Ja, ampak seveda. Na koncu je bila Raritina velika otvoritev zelo uspešna. Res da je imela s početka težave. A nekako je ta razpuščena ekipa čistih zgub. Marička, tu govori o vas. Stopila skupaj in ustvarila popoln butik vizijo Rarity, kombinirano s strokovnostjo prijateljev. Ta novinar prav zagotovo verjame v to. Zakaj mi niste povedali, da ste imeli toliko težav? Zdelo se nam je, da imaš že dovolj skrbi. In nismo hoteli, da bi mislila, da otvoritev ni bila popolna. Razpuščenke gor ali dol. Vedno vem, da lahko računam na vse vas. Nič ni bolj popolno od tega. Za Minimax sinhronizira produkcija Falcon.